Luka, celjskim grofom smo se za popotnico zahvalili zmago. Moramo se jim zahvaliti tudi za sprejem. Zares je bil prekrasen. Še enkrat več kapa dol naši navijaški skupini. Rad bi se zahvalil navijačem. Res je lepo, ko te tako sprejmejo na tekmo. Smo dobili neke, kako bi rekel, kocine, no. In greš dobro popotnico na tekmo. Mislim, da smo to tudi tamo pravičili in domov prinesli 3 pike. To nas je pa zopet pričakal en lep sprejem. Skupaj smo na hitro malo proslavili in potem pa že mi preusmerili misli proti Muri. Od obračuna z Ljubljančani do Mure praktično 2 dneva smo se uspeli spočiti. To na koncu ne bi smelo predstavljati težave. Tudi naš nasprotnik je imel enak čas pravzaprav za regeneracijo oziroma še nekaj manj, igral je nekoliko kasneje. Mi v bistvu v utrujenici ne smemo sploh govoriti. Smo profesionalci, moramo živeti za nogomet 24 ur na dan, tako da delamo vse na tem, da se dobro spočijemo. Tako pa, kot ste že rekli, tudi Mura imela isti dan tekmo, tako da je za obe ekipe enako, no. Mi o tem ne bomo razmišljali, bomo dali 100% na igrišču in mislim, da bo to. V letošnji sezoni 3 obračuni, remi na stadionu z Dežele za uvod v novo tekmovalno sezono. Zmaga Mure doma in pa naša zmaga tule na stadionu z Dežele. Tesni obračuni, lahko tudi tokrat pričakujemo kaj podobnega? Z Muro so vedno neki tesni obračuni, odloča gol 2 mogoče. Tako da mislim, da lahko isto pričakujemo jutri. Sicer mogoče pri njih dosti štejejo gledalci, ampak mi se ne zanašamo na to, gledamo na sebe in moramo pokazati to, kar znamo. Obračun, ki šteje dvojno, oziroma obračun, v katerem točke štejejo dvojne, gre za neposrednega konkurenta za uvrstitev v Evropo. Je tako. Lani so nam v zadnjem krogu odnesli to tako željeno Evropo, tako da moramo se jim to letos še na zadnji tekmi medsebojni oddolžiti za lani in jim pokazati, kam spadamo. Luka, najlepša hvala za pogovor in srečno v Fazaneriji.